pošteno smo že zakorakali v novo leto. Sama pri sebi že čutim malo drugačno energijo. No, ne, da bi se zdaj vse magično spremenilo, ampak zdi se mi, da se v zraku že čuti malo večja svežina novega leta. Če ne drugače v obliki pričakovanj, namer in želja, ki smo si jih postavili za to leto. No, leto, ki je za nami, je bilo zame osebno precej pestro, če rečem tako splošno, polno izzivov, pa tudi zelo lepih, neprecenljivih trenutkov, in vse to se je vtkalo v mojo dušo in bo postalo kažipot za letošnje leto. Če malo zavrtim čas nazaj, kar sem spoznala v zadnjem letu, je predvsem to, kako pomembno je zavarovati svoj čas, svojo energijo. Čas zase, za tisto, kar imaš res rad, kar prižiga iskro v tebi, kar te napolni, kar ohranja tvoj mir. Nekako sem začutila, da me je vsaka stvar, ki ni bila v skladu s tem, kar sem, torej z mojo dušo, s tem, kar rada počnem, če nisem znala tudi postaviti kakšno mejo in povedati, zdaj imam pa vsega zadost, in ko sem šla preko sebe, me je to vedno pahnilo v izčrpanost, v nejevoljo, v pomanjkanje veselja do življenja in seveda obratno. Ko sem se res posvetila svojim stvarem in temu, kar rada počnem, svoji ustvarjalnosti, ko sem znala postaviti tudi mejo, takrat se mi je energija dvignila. Volja do življenja se mi je obnovila in lažje sem tudi funkcionirala v vseh svojih odnosih. V odnosu do moža, do hčerke, do staršev, znancev, prijateljev. Kar mi je prav tako pomagalo pri ohranjanju moje energije, je tudi to, da že dolgo več ne berem in ne spremljam stvari, ki negativno vplivajo name, ki šibijo mojo voljo. Kot so recimo negativne novice, napolnjene s strahom, ki jih vsakodnevno lahko spremljamo v medijih, v kakšnih osebnih pogovorih, na socialnih omrežjih. Skratka, distanca od teh stvari je vsekakor pozitivno vplivala na moje psihično zdravje. Potem sprehodi v naravi. To je zame še vedno najbolj efektiven način za zbistritev misli, za uravnoteženje svoje energije, za prizemljitev, za centriranje sebe. Za nove navdihe v naravi ponavadi vedno dobim najbolj nore ideje. Kar me je preselilo v trenutke tukaj in zdaj, da sem se lahko odklopila od vsakdanjih skrbi, pa je bila definitivno tudi igra z mojo hčerko. Tisti trenutki skupnih norčavosti, radoživosti, smeha, čudenja, branja knjigic, crkljanja, skupnega kuhanja, gibanja v naravi, skratka tisti preprosti vsakdanji trenutki. To so tisti trenutki, ki te spomnijo na to, kaj je res pomembno v življenju. V tem letu si vsekakor želim še več časa za smeh, za igro, za sprehode v naravo, trenutke tišine, za meditacijo, tudi za glasbo, za ljudi, ki jih imam rada. Kar pa si prav tako želim v tem letu, pa je ustvariti zdravo skupnost žensk, ki si med seboj pomagamo. To je moja velika želja že kar nekaj časa. Z ženskami, s katerimi si delimo solze in smeh. Se poglabljamo vase, se podpiramo, se poslušamo, enakovredno, krepimo intuicijo, ki je naša velika moč. In ko smo ravno pri intuiciji, le-ta me je vodila, da sem se odločila, da vas, drage ženske, res lepo povabim na srečanja za žensko dušo. Tako sem namreč poimenovala srečanja, ki jih bom zaenkrat preko spleta, Zooma, gostila enkrat mesečno, brezplačno. Vsak mesec se bomo posvetile vnaprej izbrani temi, ki bo usmerjala srečanje. Bistvo srečanj pa je predvsem to, da prisluhnemo druga drugi, da delimo svoje izkušnje, se poslušamo, se povežemo in s tem seveda poskrbimo za svojo dušo. Če se sprašuješ, ali bi bilo to srečanje zame ali ne, zagotovo je pravo zate. Če si težko vzameš čas zase, čeprav veš, kako pomembno je to za negovanje duše. Če potrebuješ iskrene pogovore, kvalitetno in sproščeno žensko druženje, če te tarejo skrbi, negotovosti, ki bi jih rada delila z nekom, ki ti lahko resnično prisluhne, če imaš občutek, da si sama, da te nihče ne razume in se enostavno želiš povezati z drugimi ženskami. Imate torej priložnost, da vsaj za 1 uro na mesec odložite vse svoje vsakodnevne vloge in samo ste to, kar ste v tistem trenutku. Sprejete, slišane. Več podrobnosti najdete v opisu spodaj ali pa zgoraj, odvisno na katerih socialnih omrežjih trenutno poslušate ta posnetek, ali pa na moji spletni strani erikakralj.com, kjer vas bom redno obveščala o prihajajočih srečanjih. Poskrbite torej za svojo dušo. Upam, da se srečamo.